Lep pozdrav, dobrodošli v novem tednu. Ponedeljek, tipično zame, pregledujem vlog, dajem ga gor, nalagam, ne. Kofe sem že spila, berem tle revijo, zdaj si bom zajtrk naredila, pa še za službo. Tako da ja, evo. Zvečer se dobim z Julijo, ko mi čakam, nisva se videli ene 2 tedna ali celo 3. Greva v mestno gledališče po moji službi, tako da jej. Tele žemlje so ful dobre, tako izgleda, ko jih spečeš. Se pravi, je pšenična moka, ovseni kosmiči so, rženi otrobi, tako da pač res ful je dobro. Tako da dejansko sem se tole kovala, kakor pa svež kruh. Imaš v hladilniku, spečeš, ko rabiš in to je to. Se mi zdi mehna porcija, bomo videli. Evo, zdaj sem pripravljena za službo. Ful sem produktivna, ful sem vesela, 2 stroja perila sem oprala, pomila posodo, skuhala si za jest, plus pripravila za službo, brala revijo, če to štejem, posesala, pa še Masterchef sem gledala. Žal je moj favorit Jure izpadel, ampak okej, v tem primeru med Mišo pa Barbaro navijam za Barbaro in res upam, da bo zmagala. To nam bo všeč. A se spomniš? Dobro jutro na istem mestu kot včeraj. Pijem kavico in berem knjigo. Tale limonin kolač bom zdaj delala. Ne bom ga sicer z olivcem, ampak ga bom s tem lešnikovim, ki ga imam še za porabiti. Da še malo omenim včeraj, ko sva bili z Julijo v mestnem gledališču. Predstava nama ni bila najbolj všeč. Zelo je tako, ne vem, nerazumljivo. Igralci drugače vrhunski. 2 igralca, pa 3 ženske, 3 igralke, vsi vrhunski, še pel so, moj bog, kako je bilo dobro, tako začnejo kao malo pet, pa malo govorijo, pa napolna koncert, ne vem, rock, metal, je bilo tako dobro. Drugače pa ja, malo čudna zgodba, tudi konca, sploh ne razumeš. Predvidevam, da je marsikdo tako mislil, no. Vmes je bil že kar malo dolgočasen, tako da ja. Zanimivo. Ja, zdaj pa bom se naredila za jest, pa ta kolač, pa za službo in upam, da bom še kaj brala. A ja, moram iti v knjižnico, ker imam eno knjigo rezervirano, Beatrice Savioli, nekaj takega. Zelo mlada, slavna pisateljica, ki ima isti stil. Tako sem prebrala, podoben stil kot Elena Ferrante. Ja, hvala, takoj sem rezervirala. Tako da ja, imam tlele 3 knjige, imam zdaj z knjižnice doma, pa še to eno. Joj, ta moj seznam je neskončen, pa imam pa še milijon svojih knjig tle za brati. A lahko sam berem po cele dneve? Jaz bi. To bi bilo meni, evo, sanjska služba, da bi po cele dneve brala, pa vmes kaj snemala, pa kuhala. Ja. Kolač je iz pečice, še malo počakam, da se ohladi, pa ga probam. Zajtrček. Še na hitrico probam kolač, ker moram pičiti na bus in v službo. Ni slabo. Sicer takrat prejšnjič, ko sem ga delala, bi boljši. Ampak lepo se limona čuti, tako da to mi je kar všeč. Ni toliko sladek. Sicer se maram presladki sadice, da je mogoče malček še manjka sladkorja. Mogoče. Nač pičim zdaj službo. Dolžna sem citat še od včeraj in danes, ampak preberem zvečer, ko pridem dam, ker zdaj pač res nimam cajta. No, se danes ne bom pozna, noče sem pozna, danes pridem normalen, tako da se gledamo pol. Lep pozdrav! Pa sem prišla domov, bila sem v knjižnici, evo, pa sem vzela Chris Carterja in potem največji šok, Dosjeji X. Kdo je gledal to serijo tam v 90-ih? Jaz sem oboževala to sem mi sestro toliko radi gledali in pol vidim, da je v bistvu on avtor tega. Edino, kar mi ni jasno, da je ful tanka knjiga, tako da a je teh delov več ali kako? Noro. Potem tole, to je ta Beatrice
Salvioni, kot neka naslednica Elene Ferrante, v pariški bohemi. To je pa Narodna galerija. Izdala je noter tudi o Ivani Kobilci, tako da se kje pa je ona tle. Mislim, da je tole. Ja. Dolžna sem ti še citat od včeraj in danes, se pravi od včeraj. Tudi ti si, tako kot vsi drugi v vesolju, zaslužiš svojo ljubezen in naklonjenost. Buda. Wow. Današnji. Oglej si stare fotografije in obudi nekaj srečnih trenutkov. O, kako lepo. Jo, to se še hotla ment. Ful sem zmanjšala socialna omrežja, tako po moje za 90%. TikTok sem si zbrisala s telefona, ne kot profil imam še zmeraj, ampak pač s telefona aplikacijo že po moje, kakšen mesec nazaj. Na začetku je čudno, ko hočeš klikniti, pa ni ničesar, oziroma ni te ikonce. Ampak pa se navadiš in zdaj mi niti mal ne manjka. Ja, pač več ne gledam teh nekih kreatorjev, ki sem jih želela, oziroma če imajo YouTube, jih pač na YouTubeu poiščem in to je to. Pač imam še Instagram, ko dajem storije, gledam tudi seveda koga drugega, ampak ne preveč, ne pretirano. YouTube imam pač aplikacijo, zato da včasih mi je lažje zaradi komentarjev. Drugače pa YouTube pač kot videe na telefonu ne gledam, oziroma kdaj, če vidim kakšen ta kratek video pogledam, drugače teh shortsov, kratkih videov jaz sploh ne gledam. Na Instagramu itak nikoli nisem. Gledam samo te dolge videe na YouTubeu in to je v bistvu to tako, kar jaz gledam, kar konzumiram. Zato, ker res ti kratki videi to ti tako zmanjšajo to pozornost in ne, ni vredno. In v bistvu zdaj imam toliko več časa in pač berem. In ja, se ujamem dostikrat, da mi je dolgcajt, ker se vzamem telefon in pa pogledam, ja, ful je dolgočasen ta telefon, začnem zagledati, ja, bom pa šla raje brat, a ne? In tudi tebi svetujem, zmanjši socialna mreža, ker itak pretiravamo s tem totalno. Ja, ti bo dolgcajt, pa kaj pol? A se še spomnimo v trenutku, ko nam je bilo dolgcajt? Se sploh več ne znamo, da nam je dolgcajt. Koliko se zleka dolgcajt. Tako da ja, in zato sem pol vsuno, dam telefon stran in pač berem. In to je to. Kot da zdaj grem tudi brat. Bom jedla svoj kolač, dober je, in brala. Lepo zdravček, dobro jutro. Čeprav ni jutro, ura je kaj 10? 10. Zdaj bom naredila polpetke iz prosene kaše z zelenjavo. Tako da prosena kaša je že skuhana. Dobro je. Jaz nisem toliko ljubiteljica prosene kaše, ampak ni slabo. Kuham to zmrzano zelenjavo, ker to imam v hladilniku. In pa moš to dati skupaj, dati jajček, drobtine, zmešati, narediti pa polpetke in popeči. Tako da jej. Današnji citat. Imej se rada tako, kot si. Oziroma, imej se rada tako, kot si. Ja, še to moram omeniti. Sedilka Tajda mi je napisala na prejšnjih 2 vlogih, da je ful slab zvok. Tako da ja, res je, se opravičujem. Fora je tem, da sem začela uporabljati nov editor za editirani video, ki mi je tudi sedilka napisala. VN se imenuje in je res ful dober editor, brezplačen v primerjavi s CapCutom, ki stane 12 €. Tako vse je isto, edin ta zvok. Fora je tem, v CapCutu si moral dati glasnost do konca, da se je kaj slišal. Ker če bi pustila na sredini, kakor pač je, bi me ful slab slišal. Se pravi, tiše bi bilo in tudi če bi ti dala na glas, se ne bi dovolj slišal. Tle v temu editorju moraš pa pustiti tako, kakor je. Jaz sem pač normalno dala do konca na glas, ker sem pač mislila, da moram isto narediti in je pa čisto popačil zvok. Tako da sem bolj včeraj testirala in ja, sam pustiti moram. Tako da res se pravičujem. Hvala Tajda, da si mi rekla, ker če ne, sploh ne bi vedela, ker pač na YouTubeu nisem šla preveriti, ne. Ker v editorju je bilo vse normalno, ne. Pol pač očitno YouTube mal, ne vem kaj, zakaj, tako pač je. Tako da ja, no, evo, z naslednjim vlogom bo urejen, tako da res upam, da ni bilo preveč moteče, oziroma vem, da je bilo, no. Tako da bolj še zmeraj hvala, da si pogledala vlog.
tole bo zdaj urejen. Tako da daj, če so take stvari, please napiš mi, jaz ne bom nič užaljena, ker to so le pomembne stvari, ali? Tako da ja. To, prebrala sem knjigo. Elizabeth Gilbert je moli ljubi. Ej, huda je. Jaz sem pa, ne moram se spomniti, a sem jo da brala, ne. Tako da, če sem jo drugič prebrala, pojma nimam, se po moje, da nisem, ker to bi se po moje spomnila. Po moje bi se spomnila. Gledala sem pa film, čeprav se tudi ne spomnim, kje preveč. Vem, da je Julia Roberts in Javier Bardem, crush. Ja, knjiga je to dobra. Ni ono tako podcukrana, ful mi je všeč, ker tudi ful je pač kulturološko bogata, ne, ful opisuje te kulture, kjer ona potuje in to mi je bilo tako vrhunsko. Najprej mi je bilo pač, ok, v Indiji, ki je bila ta ašram, je bilo mogoče malo manj zanimiv, ne, ko sem glede tega malo tako. Ampak ja, vse je bilo ful zanimiv, tako da ful dobra knjiga, 4 zvezdice. Napiš mi komentar, če si prebrala, oziroma kaj ti je boljš, knjiga ali film, tako da ja, film si mora tu zdaj spet pogledati. In zdaj začnemo z novo knjigo. Vincenzo Lanto, Notroniko popolnosti. To je od te založbe No Press. Ful kratka knjiga. 111 strani. To je mi tako smešno, ampak zakon. To moram prebrati čim prej. Rok, max 2 dneva. Tako, zdaj moram tole dokončati. Pa nekaj jest. Drobtine. In zdaj bom še popekla tole. Vem, da bi morala z rokami. Sem se, veš, jaz to ne moram. Oziroma, v redkih primerih. Prvo rundo imam že tle vzuni. To je to. Vroče. Vrej, trenutek resnice. Sicer to je bilo tako kot priloga, ne? Sam nisem imela ideja, kaj začnem še pripraviti. Dober je. Fino je, ker je popečen. Kul je. Pa v bistvu teda šlo katerokoli zelenjavo, original recept je bil korenček, paprika, bučke. Jaz sem imela to zmrzano zelenjavo, se prodala sem korenček, koruza, grah, cvetača, tako. Pa malo sem sam nasekljala na manjše koščke. Malo bom še jedla, pa se bom to vzela za službo. Imam še od včeraj en krompirjev burek. Tudi bom še uno vzela, pa še ta limovni kolač. To je to. Okusno.je je res dober portal. Veš, kaj mi je v bistvu dober? Ker lahko vtipkaš, ne vem, imaš neko sestavino, recimo prosena kaša. In pojma nimaš, kaj bi pripravil z njo. In vtipkaš in potem dobiš milijon receptov. Što sem se spomnila? Miša je zmagala v Masterchefu. Jaz sem res navijala pa za Barbaro, ampak katerakoli bi zmagala, obe se si zasluži, no. Miša je pač res bila dobra, ful ima znanja, tako res občudujem, koliko znanja ima.
tako da leči zasluženo. Mislim, jaz bi si bruke naredila, če bi šla Masterchef. Jaz niti četrt stvari ne bi znala prebrati, kaj so oni delali, tako da vsaka podol vsem. Evo, sem skoraj pripravljena za službo, sem še na kici dam in pičimo. Tukaj je vroče, da bomo morala imeti kar spete lase. Bomo videli. Prebrala sem tole, se pravi Vincenzo Latronico Popolnosti. Govori o paru, o Tomu in Ani, ki sta digitalna nomada v Berlinu. Delata pač od doma, objavljata na Instagramu. Ne vem, pač knjiga ni bilo všeč. Bom izsek prebrala. Vincenzo Latronico je napisal natančen in odmeren roman o generaciji, ki je vedno želela več, a nikoli ni dobro videla kaj. Groza pričakovanj, lovljenje popolnosti, slavljenje avtentičnosti, ki ni nič drugega kot generičnost. Potrebovali smo ta roman, da lahko rečemo, milenijski Berlin je dokončno mrtev. Vsak novi Berlin je le privid. Vem pač ni všeč, ful mi je bila, pač o tej sodobni družbi, ki je itak, in sem bolj anksiozno čutila in mi pa sploh ni bilo kul. Tako da že dobro, da je to kratka, da sem res prebrala v enem dnevu in gremo naprej. Dober dan. Jaz sem toliko zašvicala. Dobro, dihati ne moram, koliko mi je vroče. Bolano. Blagor se vam, tistim, ki imate radi vročino. Mali odstotek ljudi je takih, par jih poznam, ne razumem, ampak okej, jaz umiram. Samo moram zadihati, pa bo. Okej, se pravi, že cel teden me boli uho, to je zdaj že drugič, da se je zgodil v ne vem kolkem času, sicer ne vem. Mislim, da se je to že enkrat zgodilo, ko sem vlogala. Meni se zdi, da je bilo to enkrat lansko let. V glavnem, zdaj se je ponovil, po moje sem je sama kriva, ker si grem malo s prstkom pa noht. Tako da sem dobila kapalce. Tako da vem, da bo vse v redu, ker Bobnič je rekla, da je v redu, tako da hvala Bogu. V glavnem, potem sem še skočila v Špara. Na znižanju je bil, tako da sem vzela. To je edina sladica, ki jo lahko jem za razšidi, da mi ni za nič. In to je tudi edini sladoled, sladica, kakorkoli. In si bom itak enega prvošla. Kvašeno testo, to še nikoli nisem probala. In bom probala, naredila bom pico. In to ne bo uspel. Svaljki, skuto. So mi znižani, tako da. Mehčalec za perilo, limonina lupinca, polenta, mozzarella, rjav cukor, ugan, kaj je zdaj, dam ti 3 sekunde, 1, 2, 3, sir, tako. Ja, potem sem še ene knjige naročila, knjiga je v hrvaščini. Hrvaščina ima sicer malo tako določene besede, ki jih ne razumem, ampak dobro sej. Potem sem pa še angleške knjige naročila. Se vemo, da jaz itak nare v slovenščini berem in to tudi največ podpiram. Ampak so pa kakšne knjige v angleščini, ki pač v Sloveniji ne moreš dobiti, oziroma ni prevodov, je pa pač treba naročiti. Tole je sestra od ene youtuberke. Se pravi, Shakespeare was a woman and other heresies. To mi zelo zanimivo zveni, tako da bomo videla. Je Elizabeth Winkler. Njena sestra je Catherine Winkler, ki ima ful dober YouTube o interior dizajnu, tudi kakšne vloge. Pač ženska je taka faca, da že sam zaradi tega gledaš, ker je pač tako smešna in ti je res prijetno jo gledati. Kaj je že tole? Untold Stories? Tašen, če se tako zgovori. Ful dobra založba, ima ful dobre knjige. Jaz nisem vedela. Ja, to je pa... Wow, fotografska
knjiga, valjda ta še nite, da je pol to. Pa zadnjič, ko smo bili s Saško v tej galeriji fotografija in ko gledaš te fotografske knjige, pač tako lepo. In pa še tale, Artists and Their Cats. Okay. Tudi tako malo, Dali je bil lih kar zanimiv. Pač, rada imam fotografijo, rada imam mačke. Pored tem, se vem, Amazon ima, ne vem, nad 50 € imaš brezplačno poštnino. Pač valjda, da bom izkoristila. Zakaj bi plačevala 10-15 € za poštnino? Pa pač kakšno knjigo več vzamem. Se vzamem knjige. Koristne stvari. Ok. Jaz se moram prevleči, ohladiti. Pa narediti tole pico. Ja, stroj moram požgati, ja. Se spomnim, kaj sem še kaj hodila danes, ker toliko je že pozno ura, nekaj čez 7, no. Toliko se mi je vse zavlekel. Danes zjutraj smo se vozili do centra, lepo prosim, 1:05 minut. Kaj koza. In sem prav žičala sem bila, ker sem mislila, da zamudila službo, jutro moram iti en bus prej, mislim. Res, da sem ful knjige prebrala, tako da ja, moram eno knjigo dokončati, ja. Ampak tako, s telim testom sem se malo mučila. Ni bilo tako lahko, kakor z listnatim. Ne vem, kaj tle je fora, ampak ful gre težko. Imam take roke, kot v pesku. Damo mezgo in pa potem še sirček. Veliko sirčka. Sem sama preveč mezge dala, pa dobro. To se mi pa še ni zgodilo. Veliko sirčeka. Bom probala zdaj posneti tole. Pol. Zdaj vidiš, kaj jaz vidim. Ono mislim point of view, a ne? POV. Težko je res tole snemati z eno roko, pa z eno roko delati. Res ni lahko. Še malo sira rabim, tako da moram še malček naribati. Ojoj, tlele sem. Takole zgleda pred peko, da vidimo, kako bo zgledal po peki. Takole pa zgleda iz pečice. Kako se je sir lepo stopil. Zgleda isto kot ono listnato testo. Okus je drugačen, dober je, ampak na listnatem testu je dejansko boljši. Še današnji citat, da ne pozabim. Naučiti se moramo, da imamo najprej radi sebe, vse svoje veličastnosti in nepopolnosti. John Lennon. Ja, najprej ljubezen do sebe, da lahko ljubezen do drugih. Jutri grem pa končno na zmenjevalnico v mojem kraju. Tako da tole imam v ta veliki vrečki. Bom preložila v tole, ker mislim, da nimam toliko veliko, no. Tako da jej! Ko mi čakam. Prebrala sem tole knjigo in sicer Ana Menendez, Ljubljeniče, Che Guevara. Pač, a ga imaš rad, da ga nimaš, ali je junak ali ni, ne bomo zdaj razpravljali. Ful v bistvu lepa knjiga. Pravijo, da je pač plod domišljije. Govori o eni punci, ki odrašča v Miamiju, ki je originalna Kubanka. Vzgajajo njen dedi, ne pozna svojih staršev. Matera jo je zapustila, je rekla, da bo šla za njima, se pravi s Kube v Miami, ampak se to ne zgodi. Potem skozi leta ona dobita neka pisma od nje, kjer ji razloži svojo življenjsko zgodbo. Se pravi, njena mama je bila poročena in naj bi imela pač afero s Chejem. Chej je bil pa tudi poročen. Se pravi, a ne, tako kot sem rekla, piše na koncu, da je to pač plod domišljije. No, in potem naj bi ta ženska zanosila, kao da je po njen fotor, in jo je dala svojemu očetu, da je šla v Miami. Ona za njo sicer ni prišla. No, in potem ta punca gre parkrat na Kubo, da raziskuje to svojo zgodbo, da odkrije resnico, kakorkoli.
V glavnem potem čist na koncu zve, da pač njena mama leto predtem umrla, a ne, in v bistvu je ful lepa zgodba, no, tako sploh nisem pričakovala kaj takega. Roman prinaša živ duh Che Guevare te srce revolucije. Ljubljeni Che je knjiga, ki boli od hrepenenja, izgube, poželenja in pohodne ljubezni. Zelo lepo napisan, nič tako barbarsko. Taka življenjska, no. Zanimiv, a ne, ona sta bila oba poročena, ko sta imela afero, ampak tako je lepo napisan, da ker v bistvu pozabiš še mesec, da sta poročena. Ampak ja, no, taka lepa knjiga. Plod domišljije, super, še boljša, ne. Kako veš, da je Argentinc? Ker pije mate čaj. Ampak huda fotka, ni tako prav seksi. Ja, še to knjigo cenim 4 zvezdicami. Lep pozdravček. Skočila sem potem na izmenjevalnico pri nas in sem vzela en hud blazer. A ni lep? In mislim, da mi je kot ulit srce. Srce. Perfektno. Sicer za 5 ga ne moram, ampak se nima vise. Res tak eleganten. Šik. Oh. Perfekten. Zdaj pa brat pa nositi. Bounty sladoled. In pa kafe. Na sprehodu. Ja, kaj je? A te smem pobožati? A lahko? A lahko? Joj. Joj. Misika, a lahko? Ojoj, kako si prijazna. Ja, si prijazna. Ja. Čigava pa si ti? A ti sploh si od koga? Nekaj nima uheljčka. A si ti? Peh uheljčkov nima. Si ti potepuhinja? Si potepuhinja? Čigava si? Misika, čigava si? Dobro jutro. Sem že par ur po koncu, spila kafe z dragim, berem knjigo. Dolžna sem ti še 2 citata. Najprej od predvčerajšnjem, sprav od včeraj. Pobarvaj nekaj, karkoli. Niti treba biti umetnik, da začutiš zadovoljstvo ob spreminjanju stvari z barvami. Današnji. Kadar napolnimo glavo s pravimi mislimi, ni prostora za napačne. Joyce Meyer. Ja, res je. Naredila sem župco iz zmrznjene zelenjavce, se pravi grah, korenje, koruza, pa še cvetačo sem dodala, spasirala z malo vode. To sem sam pa kuhala, tako nič posebnega, solila tele jušne kroglice. Ne je to nekaj najboljšega. Da vidimo. V redu je. Zelo sem jo gosto naredila, mogoče bi lahko dodala še malo vode. Ampak dober je. Zdaj bom še brala, moram še malce za službo pripraviti in potem grem delati. A ja, danes je poletna muzejska noč, kjer so muzeji zastonj, brezplačni, tako da upam, da izkoristiš to, če te seveda zanima, veseli. Jaz imam 3 predloge. Jaz sem pač 3 ideje zase, se pravi Plečnikova hiša, cukrarna ali pa muzej moderne umetnosti, ker so pač dragi muzeji. Plečnikova hiša je zdaj že 9 evrov.
tudi muzeji so šli gor, ja. Tako da se bom pač tekom dneva odločila, kam bi šla, ker me vse tri bi šla. Bojim se, da bo ful gužva in da ne bom mogla snemati, tako da ne vem, bom videla. Vseh sem že bila, ampak Cukrarni itak menjajo te razstave, ne, zato bi pač rada šla, da obnovim, ne, kako je kaj, ker sem itak že malo pozabila. Plečnikova hiša mi je pa itak zakon. To bi mogoče, ali zdaj draga, pa bilo fajn izkoristiti tole, ampak po drugi strani se bojim, da bo ful foka ne mogla snemati in pa bi še raj tako daj drugič, ne, pač pa v miru. Cukrarna, pa Moderna, to so recimo take stvari, ki jih jaz ne razumem najbolj, predvsem moderne umetnosti in mogoče bi pol to izkoristila. Tako da ja, no, vse bom videla, se bom še odločila tekom dneva in te popeljem, posnamem, kolikor se bo pač dal, a ne. Hekole, sem pripravljena za službo, sam že počesati se moram. Za službo sem si pripravila testenine s sirčkom, imam 2 taki posodici. Sem nekam dala vse to vrečko. Ful je vroče. A ja, tole sem še hotela pokazati. Prebrala sem pa tole knjigo, tukaj je luškana. Se pravi, Pablo Picasso, Frida Kahlo, Andy Warhol, Patti Smith in itd. Se ne poznam vseh, ne valjda. Pač ful lepe fotografije in pol, je ne vem, in potem je pač opis, to so bili ti ljudje. Ful mi je v bistvu všeč ta knjigica, no. Kje je Frida Kahlo? Picasso, lahko njega pokažem. Jaz sem bila ful fanica Fride, mislim, imela res zelo tragično življenje. Tako da, Frida, Gustav Klimt, obožujem. Uno njegovo sliko Poljub, uno mi najljubše, Frida Kahlo. Nič, moram iti. Pozdravček, zdaj grem proti muzeju, proti Cukrarni. Ful je folka, pač se veš, jaz nisem fanica tega. Tale kamera. Mislim, da je tale moj telefon že proti koncu. Zdaj ful fajn, ke ga piha. Jaz ne razumem moderne umetnosti, tole Cukrarni mi ni bila najbolj všeč, se bom pol kaj več povedala. Ful je saparen in tukaj švicam, ful je folka. Se vidi, da pač sem ful redko daj zvečer zunaj, da recimo, če se z Julijo, pač pa sploh ne, jaz sem ponavljala do 8:30 doma. Ful čuden, ful je folka, ful je turistov, ful je domačih. Švicam kar emoci.
Zdaj prosim pome, se seli dobro jela. V glavnem, cukrarna, mi ni bo všeč, ne razumem te moderne umetnosti. Moderna galerija, en del mi tudi ni bil všeč, pač ta moderna umetnost. Drug del, tako imajo slike, moja najljubša slika bom dodala zraven. Tam, so slike, mi je res zelo všeč, kot da moram imeti čim prej narodno galerijo. Prišparala sem si 14 evrov. Cukrarna mislim, da je 8 evrov, narodna je pa, ne narodna, moderna je pa 7, če imam zdaj to pravilno v glavi. Tako da živel, kaj že? Poletna muzejska noč. Upam, da si šla v kakšen muzej. Napiši v komentar, če si. Dobro jutro, z dragim gremo na kavico. Lep pozdrav, dobrodošli v nedeljo. Tole knjigo sem še hotela predstaviti, ker sem jo prebrala Beatrice Salvioni Prekleta, se pravi kot neka naslednica Elene Ferrante. Zanj sem gledala prispevek na RTV-ju. V bistvu Italijani izgovorijo Elena Ferrante, ampak dobro, mi bomo izgovorili Elena. Govori pač o dveh puncah, ki odraščata, počneta, pač po domače povem, pizderije. Odraščata v Mussolinijevi Italiji, pač fašisti. Tako, zanimiva je, no, ampak ja, 3 zvezdice, ker spet je malo bolj tako mladinska, ne čisto odrasla, malček že, no, tako na pol, tako da ni bila predolgočasna, ni bila pa tudi tok zanimiva, je bila ful dobra, ampak vseeno 3. Tako, to. Lepo imam kratke nohte. Včeraj mi je tale počut, kot čisto v koži, pa še tale in pa sem pač morala zravnati. Ok, ti so že zmeraj malo daljši, ampak vseeno. Ful je čuden. Anina. Ja, skratka, zdaj smo doma. Bila sva na kofetu. Pol sem dolgo spala do 9. Jej. Pojedla sva. Zdaj v bistvu počivava. Jaz zdaj še malo berem. Pa bova itak kaj gledala, jedla. Vse. Standard, nedelja, počivamo. Ker jutri je spet nov teden. Meni gre cajt toliko prehit. Najprej je ponedeljek in pol kar naenkrat je petek pa sobota. Ne vem, ali gre še komu tako hiter, pa zdi se mi starejši, ko si hujši je. Pa jaz sploh ne razmišljam tako v času, mislim, nočem razmišljati, ampak gre prehit. Tako res gre prehit. Če mi skaj zaključiti le vlog. Maja, hvala sledilki, ki mi je priporočala tale VN za editiranje video, res hvala, kaj je zastonj. In pa Tajdi, da mi je povedala za zvok, tako da upam, da ta vlog bo zvokovno v redu. Zvokovno. Da bo zvok v redu. Hvala, da si tle, hvala, da gledaš, rada te imam in se gledamo. Pa imej lep teden, pa upam, da ti ne bo prevroče.